V današnji oddaji Klepet ob kavi izpoved žene Toma Križnarja o nevarnem življenju na poti, pa tudi o grozljivih posledicah, ki jih prinaša omrežje 5G, Marija Ana pa o tem, če je v Sloveniji res prepovedano pisati in govoriti o zdravilnosti rastlin, je beseda zdravilen rezervirana samo za farmacijo? Hvaležno pozdravljeni v oddaji Klepet ob kavi. Ste že imeli priložnost in možnost, da ste spoznali Toma Križnarja, da ste slišali, kako razmišlja, kakšne izkušnje ima s potovanj po celem svetu. Z njim se je pogovarjala Branka, no sama pa sem se resnično želela pogovoriti z njegovo ženo. Kako žena vidi vsa ta potovanja, marsikatero potovanje je tudi njeno potovanje, torej se udeleži vseh teh dogodivščin in zanimalo me je, kako sama gleda na ta za marsikoga prenevaren celo življenjski slog. V moji družbi je torej Bojana Pivk Križnar. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Bojana, hvala. Lep pozdrav. Se lahko tikava, ne? Seveda. Odlično. Vidva sta se poročila pravzaprav na enem posebnem mestu, ne? Tudi v Sloveniji, ampak najprej pa poseben obred, kako? Najprej sva se poročila v Nubskih gorah in sicer Toma sem spoznala tudi takole, kot vi zdaj gostite, je Tomo prišel na radio, kjer sem delala in sem z njim delala intervju. No, 5 minut preden je prišel, so mi povedali, da je moj gost in sem si mislila, dobro, s to svojo kilometrino, ki jo imam, ga bom že nekaj vprašala. Ampak me je zelo presenetil, ker je v bistvu bil v akciji in je začel govoriti, joj, same fasade so te Slovence, mi smo pa v tistem času ravno fasado delali in v našem bloku sem skrbela za to, da bo fasada res narejena, kot je treba. In sem rekla, pa sej vsem sem razlagala v fasadi, res, njemu pa res ne, a ne. No, in ko je bilo konec, mi je podaril knjigo njegovo Nafta in voda. Ko sem brskala po tej knjigi in videla te čudovite ljudi, sem se odločila, da mogoče tudi jaz na osnovni šoli 8 Talcev Logatec, kjer delam, prosim otroke, če imajo kakšne šolske pripomočke, ki jih ne potrebujejo več, in jih zberemo ter prinesemo Tomu. Tomo se je takoj strinjal, otroci pa še bolj, saj so te pripomočke v hipu nabrali od 80 do 100 kilogramov. Wow. In tako se je potem začela ta najina skupna pot. Tomo je rekel, ja, zdaj pejdi ti pogledat, kam UNICEF ne hodi in pomagaj te učne pripomočke nesti. Ja, če si za to, jaz sem bila seveda za to, ker sem tudi jaz tak potovalni duh. In ko sva prišla v Nubske gore, me je tam vprašal tudi za roko. Wow. Tako da potem sva se skupaj odpravila na motorju do Vrača, Kodžurja, tako imenovanega njihovega domačega zdravilca. Tomo ga je vprašal, če naj jo lahko poroči, pa je rekel, to pač tukaj ne delamo, tukaj se družine pogovorijo, kdo koga poroči, bosta morala to kar doma opraviti. No, ampak ker sva potem ustrajala, ker sva želela, da vse to, kar ima človek v tem sodobnem svetu preveč, od ljubosumja do napuha, do vseh teh navlak, prepodi znaju, se je strinjal in potem pripravil posebni obred. Zdaj spomnim se, da sva mogla kupiti črno in belo kokoš. Črna naj bi bila za odganjanje vsega slabega, bela pa za prinašanje ljubezni. In naredil je med bučami na tleh tudi tak poseben obred, tako da nama je v ključnico zabodel osejne palce. Okay. No, in najprej sem bila na preizkušnji jaz, Tomo se je smejal, ker je videl, kako me to boli, ker je verjeten verjel, da je v meni toliko ljubosumja, da me zato tako boli. No, ko je bil on na vrsti, je pa tudi sam močno stiskal zobe. Tako da potem smo povabili te ljudi tam, ki so pomagali nama to organizirati. Pripravili so nama eno tako svečano večerjo z bučo, kokošjo in taka je bila v bistvu najina poroka v Nubskih gorah. Lepo se sliši. No, če sama ne bi bila takega potovalnega duha, verjetno to ne bi šlo, ne? Ja, zagotovo ne. Jaz tudi vedno, kadar pridem nazaj, potem kažem posnetke tako
sodelavcem, kot otrokom, staršem, pa skupaj imava s Tomom predavanje in nikoli ne bom pozabila, ker vsi, ko prideš nazaj in si zagorel, zato ker ves čas in spiš zunaj in je zunaj, skratka, tvoje življenje je en mesec toliko, kolikor jaz odhajam zunaj. Rečejo, kje pa si bila, si tam kakšna plaža in tako, ne? Ampak potem, ko pokažem te posnetke in vidijo, kje spiva, je ena od sodelavk rekla, jaz, če bi bila tam, bi sedela na tleh in jokala in se ne bi nikamor premaknila. Ampak bi še danes jokala, ne? Pač moraš se prepustiti. So pa potem ljudje tisti, ki ti dajo to energijo, da se spet vračaš, ker tam začutiš pravzaprav, kdo človek sploh je. Zdaj govorim o Nubskih gorah, kamor se najpogosteje tudi skupaj odpravljava vsako leto. Verjamem, da so ta potovanja naporna, ne samo fizično, predvsem čustveno. Si kdaj postavljal vprašanje, pa kaj mi je tega treba? Le koliko je Slovenija lepa, le koliko tam je lepo, kaj mi je sploh treba nekam laziti zdaj, ne vem, karkoli. Pa da bom najprej za sebe poskrbela? Ne, tega vprašanja si nikoli ne postavljam. Mogoče tam, ko hodiva, vem, da 2 leti nazaj, glede na to, da sem imela borelijo, se mi je nad podplatovo naredil en tak velik čez cel podplat žulj, ampak jaz sem po vsej sili hotela priti če do zadnjega plemena in me je bolelo, hodila sva noč in dan, na novoletni večer sva potem padla pred eno kočo in nisva mogla nič več. Mogoče takrat, ko se vračaš, razmišljaš, zdaj, ko bom prišel domov, se bom doma odpočil, ampak če mi verjamete ali ne, že takoj, ko pridem domov, niti domov ne pridem. Letos, ko sem se na letališču v Kairu, ko sem pristala, sem že klicala prijateljico, dej gremo nekam, ko pridem. V bistvu nimaš obstanka, verjetno pa tudi zaradi tega ne, ker vidiš, kakšne krivice se tem ljudem dogajajo in potem te ena ta energija žene in poskušaš narediti vse, da bi bilo tudi tem ljudem lepo, da bi tudi te ljudje lahko imeli tiste čisto osnovne stvari, zdravje, mir in pa da bi se lahko razvijali v tistem svojem pravem duhu. Tako da ne razmišljam o tem. Je početje tvojega moža nevarno, brezglavo? Kako bi ga opisala? Jaz mislim, da ima on glavo kar na pravem mestu, ne bi ga imela rada, če bi bil drugačen. Veliko ljudi se sprašuje, pa tudi poskušali so rekli, ti si zdaj tista, ki ga moraš ustaviti, lej kam rine, vedno v nevarnost. Ampak ne, on gre tja, kjer je potrebna pomoč. Tako da takrat, kadar človek nekomu pomaga, mislim, da ni nikoli brezglavo početje. Si kdaj skušala zaustaviti, da si rekla, lej, počakaj vse še, ne vem, en mesec, da bo manj nevarno ali pa ne vem, kakorkoli? Ne, kvečemo nasprotno. V bistvu, glede na to, da imava omejen ta čas, potem jaz mogoče malo manj realno gledam na te nevarnosti in nenevarnosti, ker poskušam v tistem času čim več videti in bi prej rekla, da sem kdaj tudi egoistična, ko vidim, da je že utrujen, pa jaz še kar rinem naprej, no, glede na to, da imam omejen čas. Slišali smo tudi, ko je kakšen človek, ki več kot očitno ni prebral nobene knjige, se ni globoko pozanimal, samo površinsko, mogoče spremlja kakšne stvari, pa je rekel, Tomo Križnar je pa našo državo veliko, veliko stal. Kakšen bi bil tukaj komentar, ki bi dejansko ponudil tem ljudem več resnice? Tomo nikoli ne sprašuje po denarju, tako da to imajo verjetno problem tisti, ki ga potem dajo oziroma ki mislijo, da ga morajo plačati. Že letos... S kakšnimi reševanji pa to, ne? Verjetno je to na to vezano. Ja, tudi potem, ko jaz v bistvu zdaj poznam toliko, kolikor sem prebrala v knjigi, kako so ta reševanja potekala, ampak mi je vedno zanimivo srečevati ljudi in ko jih poslušam tako bolj v ozadju, kadar sva skupaj, Tomo bolj govori, pa sem jaz bolj tiho, ker mi je lepše sestavljati kocke in mozaik vseh teh pripovedovalcev in se jih veliko pojavi, ja,
in mu povejo, jaz sem te reševal, jaz sem dal toliko pa toliko, ne? In potem jaz mislim, če bi zdaj vse to skupaj sešteli, bi pa res bila ena taka velika vsota, ampak jaz mislim, da potem, ko je nekdo rešen, je veliko junakov, in tako kot sem prej rekla, Tomo nikoli ne pričakuje, da bo kdo za njega plačal, zato ker točno ve, s kakšnim namenom tja gre, in tudi možnosti pozna, tako da jaz mislim, da tisti, ki je bil pripravljen dati, že ve, zakaj je bil. Velikokrat se znajdete med ljudmi, kjer je revščina res tista v pravem pomenu besede. Slovenija je zelo bogata dežela, proti marsikateri si niti ne predstavljamo, dokler tega sami ne doživimo. Si kdaj kot ženska začutila, da bi, ne vem, posvojila kakšnega otroka zapuščenega ali kaj podobnega? V teh revnih krajih je ogromno majhnih otrok tudi, ki so zapuščeni oziroma prepuščeni samim sebi. To je tudi ena zapuščina, ki mi jo je dal Tomo. Jaz sem vedno, kadar sem šla na kakšno potovanje, poskušala, da bi prinesla kakšno njihovo posodico nazaj, pa kakšen njihov čudovit pas, tako da bi lahko pokazala ljudem na predavanjih, kaj pravzaprav ti ljudje imajo, pa me je Tomo vedno opozarjal, pusti te stvari ljudem, ker ti ljudje imajo edino to in ne boš jim zdaj še tega odnesla. In to sem se naučila in ravno tako je s temi otroki njihovimi. Otroci so jim edino bogatstvo in zato niti v sanjah nisem pomislila, da bi kdaj kakšnega od teh otrok posvojila, glede na to, da ti ljudje, ta plemena poskrbijo za svoje otroke najbolje, kot lahko. Je čisto druga kultura kot pri nas. Tam celo sorodstvo skrbi za otroka, cela vas skrbi za otroka, če je potrebno, in otroci niso nikoli osamljeni ali pa bolj pozabljeni med svojo vrsto. Tako da vedno skrbijo drug za drugega. Celo smo naletela lansko leto, da so Gobovi ljudje skrbeli za sirote otrok, in tako vidiš, da je ta njihova povezanost res tista primarna, in se mi zdi, da bi bil greh vzeti enega otroka iz tistega okolja in ga odpeljati kamorkoli. Malce drugače vidimo, ker nismo tega doživeli. Katera stvar, ko sta prvič recimo obiskala Nube, je bila največji čustveni izziv mogoče zate kot za žensko? Prav to, da kljub temu, da ničesar nimajo, ti bi dali vse. Da v bistvu najprej tebi ponudijo hrano in če kaj ostane, potem jedo še oni. In jaz sem se kar nekaj časa borila s tem, ali sploh kaj vzeti. Pa sem na koncu ugotovila, da je to del njihovega gostoljubja. Pa sem se potem trudila, da sem, ne vem, od cele sklede arašidov vzela samo peščico in kmalu tudi ugotovila, da je bila ta pesta arašidov čisto dovolj za cel dan, ker je hrana tako zdrava, ker je hrana v bistvu tako energetsko polna. Seveda je čustvenih izzivov na vsakem koraku polno. Sploh, ko gledaš te otroke, ki so postali sirote, ko gledaš očeta, ki skrbi za svoje otroke in ti pove, kako je najprej izgubil ženo v bombnem napadu, kasneje pa še svojo hčerko, ker ji ni imel kaj dati za jesti, ker je bila še premajhna. Ko se srečuješ, to, kar srečujeva zdaj z Gobovci, ko vidiš, da truhnijo pri živem telesu, da so muhe tiste, ki imajo največ veselja ob njih, da se pasejo po teh ranah, da letajo naokrog. Mi pa vemo, da zdravila so in da ta zdravila bi lahko to gobavost in pa kužnost teh ljudi ustavila v trenutku. In ko vidiš, kako Gobovec objema otroka in mu razlaga, pač jaz, kaj mu je razlagal, nisem videla, ampak sem videla, kako je ta njihov stik čustven in pristen in kako mu nekaj v daljavi razlaga. Ja, potem te stisne in se vprašaš, kje smo zdaj ljudje, koliko časa bomo potrebovali, da bomo v bistvu zbudili sami sebe. Jaz ne morem zbuditi vas, jaz ne morem zbuditi, ne vem, soseda, lahko samo povem, kar sem doživela, ampak vsak sam bo mogel to svojo empatijo začeti zbujati, jo aktivirati in delati na tem. Bojana, kako pa doživljaš zapor kot nekaj, kar
se na vajnih potovanjih lahko zgodi, ne? Ja, to je še eden od izzivov in pa v bistvu spet me je to naučil Tomo s svojimi izkušnjami. Vsaka stvar, ki ti je dana, te nekaj novega nauči. Ni važna pot oziroma ni važen cilj, važna je pot, kako kvalitetno po tej poti hodiš. In midva sva skozi ta zadnji zapor pravzaprav lahko si vzela čas in razmišljala, kako težko in zakaj je tako težko pravzaprav zdravila pripeljati v Nubske gore, kje se začnejo stvari ustavljati. In videla sva, da zdravila dejansko. Pravzaprav sva šla in poskušala narediti popis, koliko gobavcev je, imela sva en primerek zdravil in iskala sva, koliko zdravil pravzaprav v Nubskih gorah je, zakaj jih ni in kako bi ta zdravila tja pripeljala. In potem vidiš, ja, da že tebe ustavijo na sredi poti, da kako je šele s temi ljudmi, ki so v bistvu, ki niso beli, ki so črni in jih imajo za manj vredne že sami v Južnem Sudanu, že sama določena plemena. In potem sva tudi slišala od samih Nub v begunskem taborišču, kako pravzaprav na vsakem koraku poskušajo v Južnem Sudanu od njih dobiti denar, kako ne smejo niti palčke na drevesu, s katerim si umivajo zobe, več prostov trgati, že želijo, da za to plačajo, kako oni v begunskih taboriščih ne smejo loviti rib, ker se mora tudi to plačati. Skratka, vse je plačljivo in vse je v bistvu skorumpirano in prav zaradi tega je tako težko tudi zdravili. In v bistvu, ko vidiš to, potem veš, ja, da te čaka težka pot, ampak dobiš še več energije in točno veš, da boš naredil vse, da bodo zdravila do teh ljudi prišla. Jaz sem mislila, da sem doživela najhujše, kar sva lahko doživela, ko sem videla te gobavce, kako so jim res udi, brez udov so bili in kako so gnili in kako so v bistvu smrdeli, ampak potem, ko sem zdaj v zadnjih 2 dneh, odkar se je vrnil Tomo, gledala njegove posnetke, ko mi je kazal, kako je cela družina gobova, kako ima mama že požrt nos, kako v bistvu je res njena noga, kot da bi pogledal staro drevo, v bistvu deblo drevesa z eno tako razraščeno grčo. Potem, ja, veš, da je tam nekaj zelo narobe in da ne moraš obtičati, ampak da moraš naprej. Verjamem, da se ne boste ustavila, da boste nadgrajevala vse vajne poti, da boste še šla. Zagotovo. Ustavila se ne bova, ko srečaš te ljudi, ko vidiš to njihovo res, kako so še pristni, potem veš, da smo mi nekaj tukaj. Jaz mislim, da z nezavestno uporabo vse te tehnologije, ki nam ponuja tudi vso udobnost, izgubljamo tisto, kar oni še imajo. In zato Tomo tudi pravi, da bi bilo dobro, da bi se tam v bistvu ustanovil nadnacionalni park, da bi se te ljudje zaščitilo. Midva jih nočeva spreminjati, midva poskušava samo, da se tam ustavi vojna, da imajo te osnovne stvari, kot so zdravila, ker misliva, da je to še eno od teh tihih orožij, da jih zdaj pustijo, da v bistvu v svojih skupnostih pred soljudmi gnijajo in jih tako na tak način iztrebljajo. Midva misliva, da v bistvu je treba to ustaviti in midva se zagotovo ne bova ustavila. Vsi ljudje, ki čutijo, da želijo podpreti vajino misijo, mogoče ne s tem, da gredo z vama, ker pač imajo druge stvari na prioritetni lestvici, pa bi vseeno radi pomagali na kakšen način. Z nakupom knjig Toma, z vajnimi predavanji, na kakšen način lahko podpremo? Ja, najprej jaz mislim, da bi bilo super, če bi vsak pri sebi razmislil, kako in na kakšen način bi lahko začel spreminjati ta svet. Jaz, ko pridem nazaj in ko se pogovarjam z otroki v šoli, ko jim to predstavljam, iz njih bruhajo ideje. Oni sami pridajo na različne ideje, kaj bodo oni pa drugo leto naredili, kako bodo pomagali tem svojim sovrstnikom. Tako da jaz mislim, da ta
sprememba miselnosti je največja podpora tako za te ljudi, kot pa tudi za nas same. Potem seveda, glede na to, da vidiva, da sva se eno leto borila in poskušala dobiti zdravila za te ljudi in da so vedno se je nekaj zgodilo, da nismo prišli v bistvu do dogovora, sva se odločila, da če do konca februarja, zdaj pa že konec februarja, se ne dogovorimo, da bodo ta zdravila do njih prišla, da bova poskušala to ilegalno pripeljati v Nubske gore. Takrat bova pa seveda tudi naredila zbiralno akcijo, ker sva prišla tudi do podatka, koliko ta zdravila stanejo in bova sproti beležila, koliko smo dobili za ta zdravila in koliko smo jih kupili in koliko gobovcev v Nubskih gorah ozdravili. Hvala za vse odgovore. Če čutite, pomagajte tudi sami. In seveda niso telefona držali stran, ampak so ga naslonili na uho, torej na model, in so prišli do tega, da praktično vsi telefoni imajo presežene mejne vrednosti.